Živijo družba, spet sem jaz, za vse, ki me ne poznate, moje ime je Jana in dobrodošli tukaj na mojem kanalu. Najprej bi se vsem iz srca zahvalila vsem, ki ste do zdaj donirali, vsem, ki me podpirate v tem mojem zdravljenju. In sicer še vedno odplačujem tretma Gamma Knife, ki ga nažalost v Sloveniji ni. In tudi, če bi bil, glede na to, da jaz živim v Mehiki, pač nimam slovenskega zdravstvenega zavarovanja, tako da nimam dostopa do tega zdravljenja z zavarovanjem in moje tukajšnje mehiško zavarovanje pa tudi ne pač podpira, ne vključuje zdravljenja, tako da se lahko to opravi samo plačniško. Da ne bom predolga na to temo, za vse, ki vas zanima, zakaj sem se morala pač odločiti za ta tretma. Lahko poiščete video na listi predvajanj z naslovom Upanje za Jano. In se vam ponovno zahvaljujem res za podporo, tako za pošiljanje dobrih misli, kot tudi za finančno podporo vsem, ki to želite in zmorete. In še vedno zbiram sredstva, če želite, lahko donirate preko PayPala. In sicer je naslov yanaferry74@gmail.com. No, zdaj bomo pa začeli s temo današnjega videa in sicer so zakladi mojega otroštva. Ta tema je prišla na dan zaradi tega, ker sem dobila prav en poseben paket. Moja mama nam vedno pošlje pakete in sicer ob rojstnih dnevih, moj bo zdaj prav te dni, Lisin je že minil, je bil v začetku julija in pa v času božično-novoletnih praznikov. In žal je letos umrla moja stara mama, mamina mama, in je v tem paketu pripotovalo nekaj mojih zakladov iz otroštva in so me popeljali leta in leta in leta in leta nazaj. In moje vprašanje za vse vas je, in upam, da se boste opogumili in da boste začeli komentirati pod mojimi videi. Imate kakšen zaklad iz svojega otroštva? In če ga imate, zakaj vam to toliko pomeni? No, zdaj pa v tem paketu, ki je za čuda bil paket, ki je potoval najdalj časa, jasno, da poleg teh zakladov, je obvezna sestavina paketov, obvezna v narekovajih iz Slovenije, bar kava, pa čokolade, milke. To vedno prosim mami, če lahko doda v paket. No, tokrat je paket potoval dlje kot običajno. Vmes ni bil registriran niti na pošti Slovenije, niti tukaj na mehiški pošti, tako da me je bilo strah, da se je paket izgubil. Kljub temu, da nisem materialistično naravnana, ampak je bil pa res, to bi bila pa res strašna škoda, bi bila nepopravljiva čustvena škoda, če ne bi paket priromal v moje roke. Tukaj imam eno prav posebno družbo. To je moj prvi medvedek, ki sem ga imela, v bistvu mislim, da je bil edini medvedek, ki sem ga imela v otroštvu, mislim, da. Mislim, da ga je kupila moja mami in moja mami me je imela zelo zgodaj, je dopolnila rosnih 18 let, ko sem se jaz rodila in je takrat ona še študirala, je v bistvu končala gimnazijo šele in potem je še manjkal ji še študij, tako da me je velikokrat pazila moja stara mama, jaz sem ji rekla kar mami, mogoče zaradi tega, ker je moja mami rekla njej mami, tako da sem imela mojo lastno mami pa mami Smlednika. Jaz sem rekla Smledenkova mami. No, in ta medvedek je bil pri moji stari mami oziroma mami Smlednika. In moja mami je pač se rodila še v leta 1932, tik pred vojno. In je odraščala v zelo skromnih okoliščinah in je ena od tistih starih mam oziroma babic, ki so, ne vem, od 100 evrov bile sposobne privarčevati 92 evrov. No, in tudi je pazila, izjemno je pazila na vse stvari, tako da je ta moj medvedek je netakten. Diego, povedz? Aha. Nobene luknje nima, še vedno premika roke in noge, kot jih je premikal takrat, ko sem ga dobila. Polnen je pa z žaganjem, je tak trd medvedek. In no, tale moja mami Smlednika me je pazila, se mi zdi, da pač zaradi študija moje mami večkrat. In vsakič, ko sem bila tam, občasno sem se jaz lahko igrala z medvedkom, jaz ga nisem imela pač možnost prijeti, kadar bi si ga jaz zaželela.
in mogoče tudi zaradi tega ostal tak, kot je, brez poškodb. Neverjeten medvedek je star 45 let, skoraj 45 let in je tak, kot bi bil iz trgovine. In mami mi je pripovedovala, da ko sem pač bila žalostna ali pa jokala, da sem prijela medvedka in sem šla v en kot in sem jokala, sem rekla, moj medvedek, moj medvedek. Tukaj je moj drug zaklad iz otroštva, ki je pripotoval z istim paketom. In sicer je škatlica z dominom, je vsa polepljena s selotejpom, z rjavim selotejpom, ker bog ve, kolikokrat smo se to igrali. No, za to igro pa nisem čist prepričana. A je bila to kupljena zame, ali je to kdo prej se že s tem igral, to pa ne bi vedela. Vem, da sem prva od vnukov, ampak ne vem, če se je slučajno moja mami ali pa moj stric, če so se igrali s tem. No, in domine so take, črne. Aj numero vsaki tega? Ajá, 4 y nada. Številko, no, 4, pa z nič in vzad imajo pa en tak lep vzorček. Pojma nimam, kje je bil ta domino kupljen, lahko pa povem, da so vsi vogalčki, da so nepoškodovani. In veliko smo se preigrali s tem dominom, se spomnim zlasti moje stare mame, te mami. In se spomnim, da smo se igrali na mizi v kuhinji, ki je bila prevlečena z ultrapasom in se spomnim, s kakšno gesto je moja stara mama položila te domine. Takole. Takole je bilo in imel prav en poseben zvok, tukaj jasno, da je steklo zveni drugače, ampak takole smo se igrali vedno. In se spomnim tudi izrazov, ki jih je uporabljala, če sta bile dve enake številke, rekla toplar je, da je toplar, jasno v knjižni slovenščini. In smo se preigrali, kljub temu, da je bila moja stara mama zelo delovna, se tudi spomnim, da smo se igrali domine, pa človek ne jezi se včasih, pa s kartami pa lustik. To je pa moj tretji zaklad iz paketa, ki je prepotoval. Ne vem, kako bi to imenovala, ampak je ena škatla stvari, škatla oblik za igranje. In to, recimo, ne vem, verjetno si otroci, današnji otroci ne znajo predstavljati, ampak jaz sem se to lep čas igrala, medtem ko je moja mami, Smlednikova mami, ki je kuhala, pospravljala, ne vem, mogoče kaj na vrtu naredila, kakšno perilo likala, zložila. Jaz sem se s tem zabavala še pa še. In sem gradila tole, mislim, da je okence, en okenček. Iščem stebre. En steber, ne, ta bo pramečkan. Steber, pa drug steber, pa strehica, streha. Potem sem pa postavila tukaj še kakšen steber. Kaj bom dala ta mečkano strehico na steber, pa ta veliko strehico tukaj. Pol sem pa včasih kakšne variacije delala. Pa sem podložila tukaj pod streho, recimo tale dva okrogla, da je lepše se gledali, ne? Da je bilo malo bolj arhitekturno lepo, evo. In ko smo šli na potovanje v Slovenijo leta 2016, ko nas je povabila moja mami, je moj stric Borut videl te igračke in moja mami Smlednika je dala to isto igračko, je dala Lisi, rekel, ja pa to ni res, mami. Pa to se bo še 16 generacij igrali s temi igrami. In moram reči, da je zadeva priromala iz Slovenije v Mehiko. Lisa je bila takrat, ko smo bili v Sloveniji, stara 3 leta in pol, so se tako oči zaiskrile, ko je videla to zadevo in je rekla, joj, mami, s tem sem se pa jaz v Sloveniji igrala. Spomnila se je in je vprašala, če se sme igrati. Jaz sem ji povedala, da je to en zaklad iz mojega otroštva, da lahko prosi, da se s tem igra, ampak da bom vedno jo prosila, da mi vrne vse stvari take, kot so in da bodo spravljene pri meni. To je pa moj četrti zaklad. Ta zadeva me pa spominja na mojo drugo babico, na očetovo mamo, ki sem jo jaz, ki je prosila, da naj jo kličem Omica. No, Omica je pa tudi iz istih časov, jaz sem da iz časov pomankanja in tale oblikica je bila najprej puloverček, ne vem čigav. In jo je ta babica je podrla, pač tisti puloverček in je porabila volno za nov izdelek. No, tega se pa spomnim jaz, to je pa ena moja oblikica. Tukaj v zadnji se zapre z gumbki.
in od spredi ima pa en pasek. In to je, ne vem, če ni bila moja prva oblekica, je pa ena izmed prvih oblekic. In kljub temu, da je moja sestra 10 let mlajša, je ona to oblekico imela oblečeno za svoj prvi rojstni dan. Se mi zdi, da je to pač ta oblekica, ne vem, iz prejšnjih časov, iz časov, ko so bili ljudje bolj varčni. Ne vem, si predstavljam, da je moja babica da je hitro pletla, ampak kljub temu je kar lep čas preživela, ko je pletla to oblekico z mislijo name in moram reči, da me pogreje ta spomin, jasen, da na lep način. In sem vesela, da je ta oblekica pripotovala v Mehiko. Nažalost, malo prepozno, da bi jaz to Lizi oblekla. Ni Mehika samo vročina, tako kot zdaj ne, je tudi mraz in Liza bi to z lahkoto oblekla, no, če bi to prav čas prišlo, ampak mu je že prav tako, je pa zadeva ostala netaktna, tako da je en čudovit spomin na mojo omico. Zdaj bi vam pa postavila še zadnjo vprašanje videa, in sicer, a je kakšna zadeva iz vašega otroštva, na katero, ne vem, se spomnite z nostalgijo, ne vem, s posebnimi občutki, pa je niste shranili in bi želeli, da bi jo imeli? Če vam je bil moj video všeč, mi lahko podarite like, delite ga s prijatelji, z vsemi, ki mislite, da bi jih video zanimal. In ne pozabite pokukati, ko bo naslednji video objavljen. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!